Ibrahimi, Tavares, Mezga, Komazec skupaj na igrišču. Ne, ob pregledovanju zapisnika ni prišlo do napake. Od sobote oziroma petka, ko je odločitev postala uradna, imamo nov mejnik pri NK Maribor, so zdaj le še 4 igralci v statusu tujca. Dejan Mezga je namreč postal slovenski državljan. Prošnja za pridobitev potnega lista je bila odobrena in po več kot 5 letih bivanja v Sloveniji je zvezni igralec izpolnil pogoje za uspešno ureditev vseh zadev. Pristojni organi so mu izročili potni list, kar Dejanu omogoča nastopanje kot slovenskemu nogometašu in hkrati v prihodnje tudi kandidaturo za igranje v slovenski reprezentanci. Za igranje v sobotnem večeru pa je bilo treba imeti dovolj moči in spretnosti, saj je sodil nadzor žoge na razmočenem igrišču med vse prej kot preproste naloge. Toda med tekmo ni manjkalo dinamike in ustvarjalnosti, v glavnem v eno smer proti velenjskemu golu. Ja, seveda, take tekme je najlepše igrati, ko je cela ekipa razigrana. Vsi smo kombinirali lepo med sabo, ustvarili smo si priložnosti, res je bilo danes dobro. Za uvod je Ibrahimi premešal obrambno vrsto gostov, prišel do udarca po tleh v kazenskem prostoru, Rozman pa z uspešnim posredovanjem odbil kot. Kaj se bo dogajalo, je bilo jasno že po četrt ure igre, ko se je žoga prvič znašla v gostujoči mreži. Ni se razmišljalo o Tottenhamu, Laziju in Panathinaikosu, žrebu Monte Carlo ter dogodkih do decembra, ampak le o prvi naslednji domači preizkušnji. Mezga je izvajal kot, najprej dvoboj Berića in Bratanovića, v gneči v kazenskem prostoru si je nato Cvijanović priboril položaj za udarec, pot v mrežo je žogi preprečil Rozman, a se je po njegovem posredovanju z nogo odbila do Berića, ki se je dobro odzval in jo zabil v desni kot. Po vodstvu niz akcij v vijoličastem in velenjski vratar takoj še enkrat na preizkušnji, ko je ubranil poskus Berića, ki je prišel do udarca z desne strani po podaji Mezge. In obleganje velenjskega gola je prineslo povišanje vodstva še pred odmorom. Po akciji, v kateri je sodelovala večina nogometašev v vijoličastem, sta za mojstrski zaključek z dvojno podajo po vmesnem vključevanju Mezge poskrbela Tavares in Cvijanović, ki je po izjemni akciji z natančnimi podajami usmeril žogo mimo vratarja Rozmana v levi kot. Mi smo že od prve minute, tudi trener nam je rekel, uživajte v tej tekmi, igrajte in mislim, da smo od prve do zadnje minute res uživali. Čeprav je bilo igrišče malo težavno, ampak mislim, da ni bilo niti tega videti. Z žogo v mariborski posesti se je odšlo na odmor, v kazenski prostor je podal Ibrahimi, Tavares je iskal pot do tretjega gola, a mu je namero preprečil Rozman. Kjer se je ostalo v prvem, se je nadaljevalo v drugem polčasu. Kot naslednji je Rozmanove dlani ogrel Berić, ob udarcu z 18 metrov je gostujoči vratar žogo odbil. Prav tako kot ob udarcu Cvijanovića. Nekaj sreče za goste pa v akciji po kotu, ko se je pred golom Rudarja žoga nepričakovano odbila do Berića, ki je ni uspel potisniti čez golovo črto. Povsem podrejeni Velenjčani so si prvo in nasploh edino priložnost na tekmi priigrali v 68 minuti, a še tedaj so trčili ob previsoko oviro v mariborskem golu. Pred golom se je znašel v obetavni situaciji Podlogar, vendar ob soočenju uspešnejši Handanović. Popolna prevlada ekipe v vijoličastem pa v končnici potrjena še z 2 goloma. Med strelce se je najprej vpisal Tavares, ki po podaji Ploja prišel do dvoboja 1-1 z vratarjem in spretno potisnil žogo čez golovo črto. Za končnih 4:0 in odhod na dvotedenski reprezentančni premor s 6 zmagami, 2 neodločenima rezultatoma ter 5 točkami prednosti pred zasledovalci, pa je zadel Ploj, ko je ob akciji na asistenci Cvijanovića po le 10 minutah igre zatresel mrežo.
to je sigurno dobrodošlo. Jasno je, da želimo biti na prvem mestu, da se za to trudimo močno. Če pa nam uspe iz pač tekme v tekmo potem še za kakšno točko povečati prednost, toliko boljše. Smo na začetku, to pomeni prvenstvo je še dolgo, tako da moramo enostavno pridno nabirati pike.